Pozdravljeni. Pred nami je vikend posvečen dirki svetovnega prvenstva Formule 1. Na vrsti je velika nagrada Singapurja. In poglejmo si skupaj vse tiste zanimivosti ter seveda značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Kot dobro veste, so uvodni prispevki k velikim nagradam razdeljeni na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali dirko iz preteklosti, v drugem se bomo ustavili pri samih značilnostih proge, v tretjem bomo pa nekaj minut posvetili vremenski napovedi. In menim, da se vsi mi dobro spomnimo dejstva, da smo zadnjič veliko nagrado Singapurja spremljali v sezoni 2019. Nato v 2 naslednjih sezonah je dirka odpadla zaradi COVID-19 in vezanih odločitev, seveda organizatorjev ter lokalnih oblasti. A tokrat si bomo ogledali dirko iz sezone 2019 ne zaradi tega, ker naš spomin ne sega praktično 3 sezone nazaj, ampak zaradi zadeve, ki bo morda bistvena pri razumevanju letošnje dirke. Dirka v Singapurju je ulična dirka, ki poteka ponoči in videli bomo, kako ključen je trenutek postanka. Če se malce spomnimo, v sezoni 2019 smo pred veliko nagrado Singapurja videli 2 zmagi Charlesa Leclerca v Belgiji in v Italiji. V obeh priložnostih je imel tudi najboljši čas na samih kvalifikacijah, kar se je ponovilo v Singapurju. In mnogi so pričakovali lahkotno 3. zaporedno zmago za mladega upa skuderije Ferrari. In Charles Leclerc v tistem trenutku je po mojem mnenju že prevzel vodilno vlogo pri Ferrariju, kljub temu, da se Sebastian Vettel verjetno s tem ni strinjal. A videli bomo, kako so pri skuderiji Ferrari napravili napako, in ta napaka je stala Charlesa Leclerca zmage, ampak kar je bolj pomembno, napaka je izvirala iz podcenjevanja. Namreč v prvem krajšem delu smo lahko videli, da je Charles Leclerc vodil pred Lewisom Hamiltonom, nato mu je sledil Sebastian Vettel in na 4. mestu Max Verstappen. A ker gre za ulično dirko, so bili sorazmerno skupaj in zaostanki praktično majhni. Naprimer, Sebastian Vettel je tam pred menjavo zaostajal za vodilnim približno za 3 sekunde in pol, Max Verstappen na 4. mestu že 5,6 sekunde. A nato se je zgodilo nekaj, kar menim, da moramo imeti mi navdušenci v podzavesti. Pri Ferrariju so Charlesa Leclerca strateško držali tako, da je gledal samo na Lewisa Hamiltona, medtem ko Sebastian Vettel naj bi, vsaj tako je moje videnje dirke, pokrival Maxa Verstappena. A zgodilo se je, da sta se Sebastian Vettel in Max Verstappen ustavila v 19. krogu. To smo videli v naslednjem 20. krogu, da se je ustavil Charles Leclerc. A napaka je bila že storjena. Namreč v tistem edinem krogu, ko je Sebastian Vettel bil na progi s svežimi pneumatikami, čeprav so bile najtrše mešanice C3 v tem primeru, je nadoknadil v zaostanek, ki ga je imel, in je po menjavi bil pred Charlesom Leclercem. Lewis Hamilton je vztrajal do 26. kroga, kar je pomenilo na koncu, da je pristal na
4. mestu. In seveda skozi celotno dirko je Charles Leclerc se nekako trudil priti pred Sebastiana Vettla. Ampak to mu ni uspelo. Videli smo na koncu, da je Sebastian Vettel dosegel zmago, ki je bila njegova zadnja zmaga do tega trenutka. In seveda menim, da od te točke naprej lahko govorimo o odprtem rivalstvu med Sebastianom in Charlesom. Seveda, to rivalstvo smo videli na veliki nagradi Brazilije in naslednje leto na veliki nagradi Avstrije. A bistvena točka, katere ne smemo pozabiti, je ta. Pri vsakršni strategiji mora imeti prvi voznik prednost pri menjavi. To pomeni, da se v večini primerov ustavi kot prvi in ne kot drugi. Namreč, ukolikor ostane na progi še tisti dodaten krog, pomeni poenostavljeno, da lahko izgubi prvo mesto. Kar smo videli na veliki nagradi Singapurja v sezoni 2019. In sedaj, če pogledamo malce progo, bomo videli, da ima izjemno mnogo ovinkov, 23, bistveno več od tistih, ki smo jih videli naprimer v Monci. 3 območja DRS s 3 detekcijskimi točkami, torej 3 prava območja DRS-a. Sem že omenil, gre za nočno dirko, kar pomeni, da so temperature asfalta nižje, ker ni sonca, da bi s svojimi žarki segrevala asfaltno površino. A ukolikor si pogledamo tisto znano tabelo Pirellija, bomo videli nekaj zanimivega. Namreč med samimi lastnostmi proge bomo videli, da pospeševanje in zaviranje ima vrednost 5. Medtem ko kljub temu, da imamo 23 ovinkov, je ta bočna sila in stres pneumatik izjemno nizek, tam okrog 2. Seveda, oprijem, ker gre za ulično dirko, je tu izjemno visok, ampak videli bomo seveda še nekaj zanimivega. Jasno je, da je izbor tu najmehkejši, C3, C4 in C5. Namreč že prej sem omenil, da gre za nočno dirko, torej temperatura asfalta nižja in treba je pneumatike ogreti. Ker pa imamo izjemno nizke sile, ki vplivajo na same ovinke, pomeni, da mora biti mešanica mehka, ker deluje pod nižjo temperaturo. A imamo še nek pokazatelj, ki je bistven. Poglejte si malo vrednosti tlaka, ki jih je predpisal Pirelli. Videli smo na drugih progah, da je lahko na prednjem paru koles ta segala celo do 25 funtov na kvadratni palec. No, tu imamo tlak, ki je sorazmerno nizek, 22 funtov na prednjem paru koles in 18 funtov na kvadratni palec na zadnjem paru koles. Razlika med prednjo in zadnjo osjo je v normi, ampak celoten tlak je nižji. Zakaj? Če uporabimo Mercedes dvojni V10, da se malce ulovimo s tisto zgodbo iz začetka, kajti to je edini bolid v tem merilu, ki ga imam sezone 2019, bomo lahko takoj ugotovili. Namreč gre za tako imenovano stop and go progo, kjer je sila na pneumatiko praktično v večini kroga podana iz samega zaviranja na prednjem paru koles in iz pospeševanja na zadnjem paru koles. Kar se tiče tistih sprememb smeri, kot smo videli iz samih tabel, niso sile tako velike, kot bi lahko pričakovali, kljub velikemu številu ovinkov. Zato je tlak v prednjem in zadnjem paru koles nižji, da se praktično bolj podajajo ob samih spremembah in tako nekako pridobijo tisto energijo, ki jo rabijo za dvig temperature. In videli smo seveda, da kljub temu, da imamo 3 območja DRS-a na tej progi, bo ključnega pomena,
Ne samo število postankov, kjer lahko pričakujemo enega samega, ampak pravi krog, pravi trenutek. Ampak o tem se bomo pogovarjali, seveda bolj v zadnjem briefingu. Rad bi poudaril še nekaj, zaradi narave proge. Tu smo videli do sedaj zmeraj vsaj en varnostni avtomobil in omenili smo že večkrat tako imenovani crash gate, o katerem pa danes tu ne bi izgubljal rad preveč besed. Torej, pred nami je zanimiva dirka, kjer bi znalo igrati vreme, tudi ključen trenutek. Poglejmo si, kaj pravi sama vremenska napoved v petek. Oblačno, kar verjetno ne bo toliko vplivalo na drugi prosti trening kot na prvi prosti trening. Temperatura, seveda tukaj visoka, 28 stopinj Celzija in 70-odstotna vlažnost v samem zraku, kar bo izjemno naporno za same voznike. Situacija se bo spremenila v soboto. Rad bi vas spomnil, da sedaj v Singapurju smo sredi monsunskega obdobja. V dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času je velika verjetnost neviht. Seveda, te nevihte bodo nekako pojenjale, vsaj tako pravi napoved, do kvalifikacij. Ampak ukolikor se bo napoved uresničila, bo pomenilo, da sama progresija proge bo praktično na začetku, namreč dež bo spravil vso nanešeno gumo na najhitrejši liniji. Temperatura malce višja, okrog 29 stopinj Celzija in možnost padavin skozi celoten dan okrog 60%. A verjetno marsikoga izmed vas zanima, kaj bo v nedeljo. Podobna situacija kot v soboto, z eno bistveno razliko. Res, možnost neviht bo predvsem v dopoldanskem času, ampak kljub temu, da obstaja verjetnost dežja tudi v popoldanskem času, se bo ta lahko razširil tudi v večerne ure. Torej, lahko bomo gledali seveda mokro dirko ali vsaj imeli vlažen asfalt. In to se lahko spomnimo, kaj se je zgodilo naprimer leta 2017. Pustimo sedaj to zgodbo pri kraju. Zopet verjetnost padavin je tam okrog 60% in seveda 29 stopinj Celzija ob izjemno visoki vlagi v zraku. Torej, napoved za izjemno zanimivo dirko, kjer bo se lahko zgodilo marsikaj. In preden bomo začeli zgodbo, da lahko tu Max Verstappen matematično postane svetovni prvak, bi vam rad prikazal to tabelo, kjer so res one matematične možnosti, da bi se kaj takega zgodilo. Ampak bodimo iskreni, verjetnost je izjemno majhna. Poleg tega, da bi Max moral doseči zmago in po možnosti še najhitrejši krog, bi mu pri tem morala pomagati tako Charles Leclerc kot seveda Sergio Perez. Zato sam to možnost nekako stavim v tisto polje manj verjetnih dogodkov. A pustimo se presenetiti in uživajmo predvsem v veliki nagradi Singapurja, brez da bi se nekako obremenjevali s tem, kako bo to vplivalo na razplet samega prvenstva. A za uvodni prispevek, kot ste dobro razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.